3-krat sem šel mimo te 508, ko sem avto iskal na prevzemnem parkirišču. 3-krat. Vedel sem, da je oprema GT Line in sem iskal nekaj ekstravagantnega, no, pa ni, ne. V kakšni rdeči barvi bi bil in zato še vedno čakam, da pride tak v testno floto, da bo potem oblika res dobro zaživela. GT Line zunaj sicer ni posebej drugačen od takšnega Allure, ki smo ga že imeli na testu. Drugačne so platišča in malenko so spremenjene zadnje luči, no sprednje pa svetijo v polni LED tehniki. Če jih boste gledali od blizu, boste razliko opazili, nadaleč pa v bistvu ne. Svetijo pa zelo fajn. Zelo fajn jih priporočam. Znotraj v tem primeru uživam v odličnih sedežih z AGR certifikatom, sprednja dva sta res super, zadaj pa so potniki jamrali, da je sedenje pretrdo. Bodo že potrpele, ne. No, GT Line ima tudi tole nastavljene voznih programov. V vsakem primeru se pelje precej čvrsto, volan je zelo direkten, očitno hoče biti malce dinamičen, me pa zelo moti umeten občutek na volanu. Mi že zadnjič ni bil všeč, dovolj, da naredim tole, pa se mi zdi, kot da se servo premika po zobnikih. Pri hitrejši vožnji pa to še malce bolj zmoti. Moti me tudi, da celo v tem paketu ni vzvratne kamere in da je sistem lane assist treba izklapljati vsakič sproti, v tem avtu je res tečen. Všeč pa mi je v bistvu vse ostalo, kako izgleda, kako se počutim tule znotraj, kako tih je, kako dobra je kombinacija motorja in menjalnika, pa še marsikaj drugega. 2-litrski Blue HDI 180 je odlična izbira, če pač hočete dizelski motor, cena pa tokrat slabih 37 jurjev.